Tole so dober teden dni stare novice z občinske spletne strani e-Koper. Župan je takole v predvolilni mrzlici ob otvoritvi šole v Svetem Antonu ponosno rezal torto. Nadalje, takole zadovoljno je rezal tudi trako v prevzemu 12 novih avtobusov. Le dan pred volitvami so v Žusterni pompozno odprli legendarni Sneg bar. Semedelčani so se rešili nadležne gradbene mehanizacije in prometnih zastojev. Vse to in še več se je zgodilo v Kopru v tednu dni pred volitvami. In kaj pravi slika danes? Vhod v šolo v Svetem Antonu preprečuje trak. Pred in v objektu pa ponovno delavci. Stoli in mize so, kot smo izvedeli, romali iz učilnic. Nadaljuje se z lakiranjem parketa. Šolo naj bi zares odprli šele prihodnji mesec. Nedavni požar avtobusa je razkril, da nova rdeča barva, s katero se kiti novi vozni park, še ne pomeni, da se tudi v resnici vozite z novim vozilom. Zagorelo je prebarvano 11 let staro vozilo. Žrtev k sreči ni bilo. Sneg bar v Žusterni, sicer v zasebni lasti županove družine, teden dni po uradni otvoritvi. Terasa prazna, vrata zaprta, veriga na vhodu. Vrtalni stroj pa na polnih obratih. Tudi prometni zastoji in razkopana cesta v Semedeli ni zgodovina. Stroji in delavci so se le nekaj dni po volitvah, ko se novo položeni asfalt še niti dobro ni ohladil, vrnili. Vrnili so se tudi prometni zastoji. In kaj nam pravi aktualna slika? Nič več in nič manj, da sta javni denar in javni prostor vse pogosteje izrabljena kot sredstvo za strankarske in druge politične interese.